Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Ljudje so ga torej vpraševali, kaj naj storimo. Odgovoril jim je, kdor ima 2 suknji, naj eno podari tistemu, ki jo nima. In kdor ima jedi, naj ravna enako. Prišli so tudi cestninarji, da bi se dali krstiti in so mu rekli, učenik, kaj naj storimo? Odgovoril jim je, ne terjajte več, kakor vam je določeno. Pa tudi vojaki so ga vpraševali, kaj naj pa mi storimo? Rekel je, nikomor ne delajte sile, nikogar ne varajte in svojo plačo bodite zadovoljni. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, je Janez vsem govoril, jaz vas krščujem z vodo. Pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jekmen njegovega obuvala. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vernico ima v roki, da bo svoje gumno očistil in spravil pšenico v svojo žitnico, pleve pa bo sežgal z nerazljivim ognjem. In še mnogo drugih opominov je dajal, ko je ljudstvo oznanjal Evangelij. To je Kristusov Evangelij. Hvala tebi, Kristus. So močne knjige, ki tako na veliko tle ne vidim neč. Zdaj vemo, zakaj je tako na veliko pomačnih knjig vse, zato so župniki pretežno stari. Če bi bili župniki mladi, je lahko bilo tako. Med katerimi štejete, stare ali mlade? Imam 50 let. Zdaj tako ostanem, da tako se boli. Prebava nikoli bila glasini več. Laufat ne moram več. In vidim ne več, dobro se važno. Ni važno. V glavnem, Janez Krstnik pa ni dočakal jih dosti videl. Zanimivo. Je bil hitro umaknjen. Imeli so pa zelo močna. Je pa Marija zelo močna. Kaj je bilo tisto pri Janezu Krstniku, kar je naredilo tako močnega? Post? Meni ni jasno. Zdaj bi ga mogel videti. A je bil tako lep? Pa ne verjam. Da so takrat dali na to, takrat je veljal bolj narod te reči. Ne? A je bil tak strahovit govor? Ja, ne vem. Kaj je imel, ampak res? Spraševali so vse, če ni on Mesija. In še včerajšnji Evangelij premanjši, če se spomnite, ne? Kaj je vprašal Jezus, Janezov krst, da je bil od Boga ali od ljudi. Par so se, niso vedeli, kaj reči, se spomnite? Če rečemo, da je od Boga, to rekel, zakaj niste verjeli, če pa rečemo, da je od ljudi, so se bali. Zato so ga imeli z preroka. Pa veste, kaj je bilo preroka imeti v stari zavezi? Nekdo, da ga imaš za preroka. To je bilo izredno. Še danes vidimo prav v prenovi, pa malo z Medžugorjem. Zdaj govorimo o tistih rečeh, ki malo podivjajo. Manj zdo bi rad bil kak prerok. S tem kar hitro računa, da bo dobo kakve pike, da bo bolj priljubil. To je zelo pocen varianta, veste. Prerok pa pride. Kot Janez Krstnik
pride z močnim trpljenjem. Si ne želimo tega. Si ne želimo tega. Pater Pij je bil ene vrste prerok, ma kaj je tam skozi, da je bil prerok? Non-stop, rane in tako naprej. Pater Pij. Dobro. In kot to piše, medijsko preroka, ampak kot drugo, on je vzbudil v ljudeh nekaj, kar ni še noben vzbudil. Ki takega še nisi slišal, da bi prav. Kar je on vzbudil. V stari zavezi ne slišim, da bi bilo kaj takega. Ki takega se v Jezusovem vzgledavanju ni bilo tega. Jezus ni zbudil take moči, kot Janez Krstnik. Se predstavljamo? Jezusu so hodili kopati v čudeže. Za Janeza Krstnika ne piše, da je delo čudeže. Bi rekel, on ni bil prenoveten. On je samo govoril. Samo klicu s pokornosti. Samo razlagal, kako smo pokvarjeni in kako rabimo smo ga vrnili. Pole pa, ko je prišel Sveti Duh, spet pride do istega efekta. Nekaj posebnega, kadar se tisto nekaj posebnega zgodi, takrat pomeni, da je šlo nekaj, da nekaj pa zdaj deluje. In kaj je tisto posebno, bi vedeli, bi znalo govoriti, ne tako, da nekaj malo. Kaj je tisto posebno, kar je izvalo pri ljudeh? V Jezusovem primeru nisem tega, malo hodajeko me ne prije na pamet, no, ker zdaj razmišljam, nisem doma prav, da bi to vedel. Pa dobro, tukaj so zdaj že končni rezultati. Prav zdaj vedem, da ste konkretni, preprosto reči v mestu. Pustimo zdaj teologiju. Vidite, pa to je že tudi preprosto teologiju. Ponižnost. Ma ne sleda ponižen. Je to bilo na kralja, kaj še nima. Je kričal na kralja, kaj se nobeden ni upal. Je imel pa eno lastno. No, zdaj govorim, kaj je bilo tisto, kar je zgodilo, ne? Nekaj se je zgodilo. Ko je on pridil in razlagal, pridil nekaj niso opisane, ne? To razlaga, kadar je odgovoril na vprašanje. So se ljudje začeli spraševati, kaj naj storimo. Pazda, to je zelo močna stavka. In ko je prišel Sveti Duh na apostole, so se isto vprašali, kaj naj storimo. A ima tu v spominu, da so to Jezusa spraševali? Skoraj. Zanimivo, ne? Možno. Ne? Torej, se sprašujejo, kaj naj storimo. Recimo, jaz sem imel bratranca, to sem nekaj že razbavil, ne bi vedel, če ne bi vedel posnetek, no, da sem že razbavil. Ker to razbavim dosti krat. Moj bratranc je umrl, ko sem jaz bil majhen. Baraba nad barabami, baraba. Ne, ma ne so to pisanska, prav to prava, ne. In ko je umrl, je Igor, se spomnite to, da sem pravo, poslal k njemu 3 ognjiščane. Marijino delo, ne? Med njimi slavni današnji, ko je že tisne proslava, folklorni naš, kaj celo v parlamentu skoraj. Silvestrčuk, ne Silvestrčuk. Gabaščak. Celo on ni bil med njimi, takrat še mlad. Se spomnim, da sem potem videl na pogrebu, jaz ničkrat tak. In so šli do njega in niso nič pregovorili. Tam so vam pač obiskati tako. In on, ki je bil pač frajer, zdaj, če se frajer se program, da takrat, kadar izdihuješ, ne? To se ne spreobrne človek, kako jih je zezel. Oni so bili na problemu. In drug dan spet prišel. In on jih je zezel. In drug dan spet prišel. In tako naprej. Kaj je pole prišlo? On se je potem pa zresel. En dan so bili samo tiho, kar se spomnil iz pripovedovanja. Potem jih je pa vprašal, zakaj ste vi lahko taki, da se spomnite, da se pravi. A on pole pravi lahko vse, kar sem pravi, pa vem, da sem dobro. V glavnem, in oni so rekli, ker smo kristijani. In on je rekel po enem
zgledajo, da je ozdravil. Kaj mislite, da je ozdravil? Spet bi postal ista barabica, že vedno. Samo Jezus je pa dober, spet vrnil povest. In je umrl v Bogu, kar je največ, kar je lahko doživel. Kaj naj storim? Enkrat ne moram vprašati, kaj smo potem govorili? Da je potem na tak način sprejel to vero. Kaj naj storim? To se moramo mi vprašati. A se sprašujemo? Kaj naj storimo? Dobro se sprašujemo, kaj naj storimo, da bomo bolj živeli, da bomo imeli več denarja, da bomo bolj zdravili, dobro, Gospod. Kaj naj storimo glede nas, če je treba spremeniti, kaj je? Takega, da moramo pasti lahko z nadim, koliko stopnic, zelo nižje. Ma se ti so samo v svoji glavi, jaz te pred drugom spojite v sedisko. Je tako. Ni nobenih, ni med vami veliko pametnih in lepih, piše Sveti Pavel. Poglejte, kakaj ste bili poklicani, to je to fajno piše. In je rekla Marija Bernardki, ker si najslabša, zato so te izbrali. In če imate se za izbranca, če se imamo, vedimo, zakaj se imamo. Zakaj smo izbranci? Ker smo najslabši, slabših ni dolgo rečemo. To se na tako fajn Igorjev besede govori še zdaj. Iz spomina, to mislim. Lurdu pri Medžugorju je to govoril. V glavno, kaj naj storimo? In potem pridejo do njega, še to vemo, da lahko rečemo, da mi bolj drugo razmišljamo, kaj bi mogli drugi storiti, da bi bilo lahko. Kaj bi mogla politika narediti, kaj bi mogli sosedje narediti, kaj bi mogli moji otroci narediti. Dosti krat se postavimo eno tako situacijo, da mi smo v redu, zdaj bojiš, da nisem, ker bo prevelika razlika Boga, po napočeniki. Tako da počakamo, se nam neč popravlja, jaz tem kaj storim. Drugi naj storijo, ko sem prvič imel stik s prenovo duhom, me ena ženska vprašala, je rekla, ne, ni vprašala, rekla, bomo molili za tebe, a ni treba se rekla. Zakaj ne? Jaz sem dober. Molim za moje prijatelje. Pa so tle mrzlo boljši kot jaz, ne vem, ko sem to gledal. Je navarno za to gledal. No, glavno. In potem, hitro, potem pride 3 vrste ljudi k Jezusu. Splošno, cestninari, vojaki. To so 3 področja za naše razmišljanje. Pridijo splošno ljudje in reče, kdor ima 2 suknji, naj deli s tistemu, ki nima. Kdor ima živeža več, naj stori isto. To je sploh nikar tako veste, deliti. Dosti od njih reče, če bi imel, bi delil. Ma kada rekel, da imaš, a mislite, da deliš. Poznam ljudi, pa jih večina tleko vzvidno in pa se starejši kot mene pa brez zamereno, če povem, kako zgleda, ne? In verjetno ste videli še več takih reči kot jaz. Vse bi delil, če bi jaz dobil za eno, sem slišal za eno familijo, ken drug njihov brat nekaj dobil pa ni delil. Jaz bi vsem dal, a ni radka, da je tudi ta nekaj dobil od nekot. In je dal dobre nasvete, nasmeške in pozdrave. Ni delil te strane. Približno 2-3 leta ni nobena niti poznal, niti videl na nobeno srečo, ni vedel, ni šel od šlahte, ki go skrenil se z vsega, za vsak slučaj, da bi prišli k njemu. In tako. To je en primer. Ma še bi lahko govoril o teh primerih. Pa nekdo rata bogat z nule, pa kaj mislite, da deli? Kaj mislite, da te bogataši delijo? Malo podrobijo eno tisto, kot tisti, ki so nosili od svojega obilja, en drobižek, in še tisto razstravijo pred sabo, da se čim bolj ve, kot kakvi tej klubi naši, ali Rotary, ali Lions klubu, te reči, en računalnik dajo tam, in trobajo tako pred sabo, kot kokoške, še in jajce, so jaz nekako tle, to. In je težko gledati. Mi lahko delimo ene malenkosti, večina nas, ampak nikar tako deliti. Zmeraj dobimo 100 izgovor. Zakaj ni treba da deliti? Dobro, to je prvo področje. Drugo področje, tej, ki pobirajo davke, cestninari,
Na davkarijo se zmeraj mislimo, ne? Zmeraj rečemo, da ni potrebno, ne? Zmeraj. Ma ne samo davkarijo, ne samo davkarijo, tle se gre za eno poštenost tudi. Ne zahtevati, kot je preveč. Jaz vidim in gradbeništvo, kako težko je dobiti kar je ekipo in da si jih višem, da te ne bo okrog prinesli. Koliko vidim prav ubogi določeni ljudje, jaz vidim, sem župnik, imam celo ekipo moških gor, ki gleda hrdo tiste, ki pridejo, da se morajo potruditi. In pomislim, in da je tle ena družina, ki nima v sebi te žlehtnobe ali pa neke jezljivosti, da bi se tam borila in tako. In da se ne morem tak način boriti kot jaz, ki samo može pokličem, pa se tam zmenijo hitro, ki se ustrašijo. In na koncu veš, kako. Za eno ženo vem že zobe, vse je zgubilo, kar je popravljeno. Ta je posili tjeta, tleš, tri spadi, ko lepo šli od tja, to ne pošli spet nazaj, to je naredijo kornine, to ne naredijo preraboke, pa spet naprej in nazaj, tako naprej, vse že brez zobe. Nekemu privatnemu, če šla, nima denarja, da bi plačala 10,000 evrov, bi bilo vredno. Zdaj, poštenost na vseh področjih, razumemo, na vseh področjih. Zadnje je pa najboljša, zdaj vedete, ko se lahko posod dobimo, ne? Zadnje je pa najboljša vojaki. Drugi in tretji so zelo sovražni, vojaki. Bodite zadovoljni svojo plačo, tudi da nas pofaprnjati, da se nam odikavalo politiko direktno našo, ne? Ampak tisto, ne izsiljujte. Z eno besedo bi lahko rekel, če bi prebral, bi vedel, da se pozabil točno, kaj je rekel. V glavnem, ne izkazujte svoje moči. Seveda, če je potrebno, da so služba taka, če se gre za obrambo, to je treba. Ne izkazujte svoje moči. Na tem področju smo lahko doma vsi mislili. Že dva mičkana brata, ko gledaš, že od mičkana na gor, kako tekmovanje je dolgo bolj močen. Pa je tako? V službi dobiti en kolektiv, da ni tekmovanje dolgo bolj močen. Jaz vidim, med župniki je eno tekmovanje, dolgo cel cajt pogovor. Enkrat sem bil na enem, smo se dobili, pa je jedna razlaga 15 minut, kako je en štos naredil, pa je druga razlaga, pa spet to že prej končil, začel razlagati spet 15 minut. Ja, po pol uri sem zdaj tableta za pravo, vse kako moram jeti. Hvala, da bo smo gledali na moj. So še naprej govorili, pa se lahko se nekako fokusirali. Rečemo. Pa tudi dva škofa, ki so dobili isto. Da ne govorimo o možeh in ženah. Kako tekmovanje dubokoha. Jaz sem imel par zvez pred mojim spreobrnjenjem, ma najprej se spomnil zdaj to. Dubokoha. Zdaj ne vem, so ženske take, ali sem jaz napak takih na leto, no? Ne. Ne vem. Pa samo, pa vidite, kako na vseh področjih, pa že dva prasca tam prekotlo, kaj gledaš, tekmo v jedni, drugo zakoli te reči. In osem kakoška pika zrnje, tista ta glavna jih pika, vseh 7 ostalih, tista druga ta glavna jih pika 6, tretja ta glavna jih pika 5, tako naprej do zadnjega ne pika na ben. In ko mi čaka, da se zgledi nov piščal, zelo na pika. En prasc se zmeram lažje, druga, kaj ne prije do kotla, ne. Pa samo smo na enkrat, veste, če se prepustimo tem, pa smo tam, ne? Smo tam. Potem, če gremo še naprej, še ena stvar, ki je pa zelo močna, ki bo pa zdaj opisala malo, kar se začetku dal zaradi Janeza Krstnika, piše, da poleg odgovorno za to, kaj ne stori Janez Krstnik povir, pole pa doda. Ene besede, ki jih bom zdaj malo pretvoril, naj bom pretvoril tukaj za slišal razlaga od drugih, ne govorit svoje. Janez vas krščuje z vodo, ne? Pride močnejši, ki vas bo krstil svetim duhom in ognjem. To se pravi, jaz vas krščujem z vodo, jaz vam dajem eno naravno stvar. Jaz vam dajem ene naravne, splošne nauke in napotke. Naravne, splošne nauke in napotke, kot pravi sveti Pavel, ki nam prav neč ne pomagajo razne razkrije, ki delamo narobe, in ko se začnemo popravljati, da se popravimo, delamo še naprej narobe. In te napotke in 10 zapovedi, kot je rekel sveti Pavel, ni nič drugega naredilo, kot odkrilo, kaj delamo narobe.
In če smo se trudili delati prav, smo videli še bolj, da delamo tisto narobe in da se moramo izogniti temu, kar delamo narobe. Zato pa pride močnejši od mene. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. On bo dal pa novo moč za borbo s temi izkušnjami. V njemu bomo pa lahko zmagovali. Potem prije tisto, ne gre se za to, koliko veš, ne gre se za to, koliko si odprt svetemu duhu, da on deluje v tebi, da lahko zmaguješ te izkušnje, ki ne bojo spali. Ne bodo spali, veste. Je vprašal en menih, tisti stari časi, če bomo izrekli puščavskih očetov. Mlad je pač v starem menihu. In mu je rekel, zdaj sem pa popolnoma premahal, on je rekel prav, skušnjavami, če sem stran. A ja, in če bi prišla prav konkretno, mu reče, če bi prišla ena, ne bomo posloval kakak, ne? Mimo, kaj bi bilo tebi? Kaj bi naredil? Bi se vrnil na zemljo, zakril in bi mogel. A vidiš, da nisi nešto imel. Malo si ukrotil, to so zvezane zveri, ki so v tebi. En cajt bo zvezan, en cajt odvezan. Mi pokličemo pa Jezusa, da jih zvežemo. On vas bo krstil svetim duhom in ognjem. In tisto, kar je Janeza Krstnika delalo v redu, je pa tisto. Kako reče, jaz nisem vreden, da bi odvezal jermen njegovega obuvala. Delo služne je bilo odvezati jermene od sandal. Delo služne. In Janez Krstnik reče za sebe, jaz nisem vreden niti, da bi bil služen njegov. Zdaj gremo pa obratno na nas. Bi pa, jaz bi rekel, en tak mičkan Bog. Ma me nešto rada. To se pa stalno borimo, veste to. Da bi ne vas da padali na to finto, Bog sta kakor Bog, to je pa pograda, Eva. Če bomo kakor Bog, to je pa molimo. Budizem, ko se jaz preobrnil, se razglavljal en drugi, ki se nekaj imate z budizmom, ne vem, ki je zdaj z njim, neš pridano. V glavnem, da ja, da tako Jezus se lahko, tudi jaz, to se v meni lahko zgodi, pa vidimo. Dobro, on bi rekel prav konkretno, kot Buda rečeno, ne? Pa tisti mali bogovi, ki lahko izinačamo s tistem izkazovanjem oči, to se pa skroz od nas malo dviguje in malo pada. Janez Krstnik pa preostane, nisem vreden niti, da bi bil njegov mesur. Tako da zdaj vidimo sporočilo Janeza Krstnika, ne? Spoznati stvari, ki so v nas narobe, ampak nič ne bomo pomagalo. Če se ne bomo še odprli duhu,